je Tanja in prihajam iz založbe Subkulturni azil, kjer se ukvarjamo z izdajo knjig, izdajo CD-jev, z organizacijo koncertov in drugimi zanimivimi stvarmi. Danes pa vam bom govorila o tem, kako nastane knjiga. Zdaj pa me zanima, ali radi berete. Ja. Kaj pa berete? Vse, kar pride. Kaj? Vse, kar pride. Vse, kar pride. Kaj, stripe? Ja, pa tudi kaj je knjiga. Kakaj? Kakaj knjige? Tudi, če so ovako bolj napeta, pa tako. Napete kriminalke, pa take zadeve? Ja, to je. Aha. Super. To me veseli, da berete knjige. Tako da vas bo mogoče veseli, da vas bo zanimalo, kako sploh knjiga, kot je recimo tale, to je ena hrvaška knjiga, kako sploh pride od ideje, ki jo ima pisatelj v glavi in jo nosi v glavi, kako potem pride do tega, da nastane ena taka stvar. Tukaj na to knjigo hrvaško sem izbrala, da vam pokažem, zato ker mi je tu všeč tale slika tega kavboja. To je zbirka zgodb. In kot vidite, knjige lahko imajo take trte platnice, to tako lepo zgleda na knjižni polici in tudi ne uniči se tako hitro, kot recimo knjige, ki imajo take bolj mehke platnice. Stephena Kinga poznate? Poznaš Stephena Kinga? Stephen King, pisatelj, ga poznate? To je pisatelj grozljivih zgodb, takih krvavih. Tole je ena knjiga, ko grejo bolj kot vlakih, to si mi je prinesla pokazati, ker mi je tudi všeč slika. In je pri knjigah je zelo pomembno, kako bo knjiga z samo sliko na začetku pritegnila svojo publiko oziroma svoje bralce. Napisali bomo na hitro eno kratko zgodbo. Ne bo zapletena, sploh ne bo zapletena. Ampak predolgo bi trebali, če bi sodelovali vsi. Da kdo želi sodelovati, lahko sodeluje, da pa ne želi. Ni šlo. Kdo bi želel? Ja, še ti boš, ne? Ja, se. Boš sodelovala? Ja. Kdo bi še? Boš ti tudi? Pa ti tudi? Pa kdo bi še? Ti tudi? Ja. Ti tudi? Ti tudi? Dobro, 1, 2, 3, 4, 5, pa tja še 6. Ja. Pa jaz bom tudi. To nas bo 7. Odlično. 7 listov bom torej razdelila za vas, ki želite sodelovati v igri. Ti si rekel, ne? Ti si rekel? Ti? Jaša? Ja še rekel? Tu? Tu? Kaj je pozdravljala? Še enega rabimo. Še enega? Ja. Še tam? Super. Samo če ne še ti razvijem. Ok, to bi jaz stala, tako da bo bolj vidno, kaj bom zdaj spočela s tem listom. Evo, koliko se lahko prevodi. Evo, koliko meni? Ok? po meni še. Aha. Čakaj, bo šla kulico reči? Kulico reči, ne? Ko v nekako nastavim bilo. Zdaj bomo napisali eno zgodbo. Kdo se ima liste? Imamo list, ne? Zdaj gledajte. Prepognite list tak 1 centimeter na vzgor. To. To.
Pa vse vredi, jaz se ni treba delati. Mama? Tak, ja, super je. Imamo si to? Ja? Jaz bom zdaj postavila vprašanje. Obrnite si proti sebi. Da obrnem proti sebi. Vprašanje moje je, kdo? Vi pa napišete odgovor. Se pravi, tukaj napišete neko osebo. Ali bo Janez, ali bo to Franz Kangler, ali bo to Chuck Norris, ali bo to Rdeča kapica, ali bo to Zelena žirafa, ali bo to, ne vem, ptič na strehi, ali kdorkoli. Se pravi, vprašanje je kdo, vi napišete odgovor. Pogor. Dobro, kak napiše? Kak napiše, ja? Osebo. Osebo, neko osebo napiši. Svoje ime lahko napišeš ime sosede, lahko napišeš. Kogarkoli. Tak? Malo napisana? Piše nisi, napiši neko osebo, nekoga. Piši svojega prijatelja, napiši, ne vem. Lahko tudi zvezdnika. Lahko zvezdnika. Zdaj si dal idejo nekomu, ki še ni napisal. Potem, ko kolega piše, mi gremo na naslednji korak. Tako kot ste prepognili to, ne? Zdaj še enkrat prepognite, tako da skrijete ta napis. Se pravi, imeli smo prepognjeno enkrat, zdaj prepognemo še enkrat in zdaj to skrito, kaj piše. Še enkrat. Zdaj skrito. Še enkrat. Ja. In zdaj si bomo te liste zamenjali. Se pravi, podamo naprej. Se pravi, Tjaša bo podala kolegu, kolega bo podal tistem kolegu. Ti si tudi, oprosti. Se pravi, ta bo podal tebi, ti boš, se pravi, premaknejo se listi za eno mesto. Se pravi, jaz bom vzela tvojega, samo ta en list. A ja, daš ne? Tako bomo zdaj to... Ne, odgovorko. Jaz bom dala tebi, ti boš dal meni, se ni važno, dejansko bom tudi zamenjala. Tak. Jaz bom dala Tjaši. Tak. In tu bom trening. Ti si zamenjal svojega? Ok? Ti dobiš tega. Tako pogled. Ne smeš gledati. Ti si gledati. Ne gledati. Da bo presenečenje na koncu. Zdaj smo razumeli sistem, ne? Zdaj bo še nekaj vprašanj. In bomo pisali odgovore in bomo spet prepognjali in spet podali naprej. Razumemo? Naslednje moje vprašanje je, s kom? Se pravi, zdaj spet lahko pišete neko drugo osebo. Lahko Zemlji Srbina napišeš. Se pravi, napišemo spet eno osebo. Razumeš? Spet nekoga. Lahko spet nekega drugega zvezdnika. Lahko njegove ne napišeš. Se pravi... Piši. Kdo piše? Mislim, da bo zgodba bolj smešna, če bodo imena ljudi, ki se pač med sabo poznajo. Jaz že prepognil. Odlično. Te bodo vsi napisali, prepognili, in bomo se spet zamenjali. Ne, mi to razmislili. Si? Tak. Ok, prepognemo. Smo vsi prepognili. In bomo zdaj spet zamenjali. To smo delali dvojega. Dvojega. Naprej, ne? Kdo se bo še zamenjal? Še vedno, ne? Tak, ti daš, tega dobiš, ti dobiš tega. Ok, ne gleda da nazaj. In naslednje vprašanje je, kaj sta počela? Kaj sta počela? In zdaj napišete odgovor. Ali sta šla v kino? Ali sta nabirala marjetice? Lahko ti zmislimo. Zmisliš kakor. Lahko sta, ne vem, brala knjigo skupaj. Mogoče sta, ne vem, pomivala okna.
sta šla na izlet, karkoli. In napišemo, kaj sta počela. Napišemo, prepoznamo. Si. Želimo čoki? Sì, se prepognamo. Sì. Ja, že. Misli že? Hvala. Tako daš tam prekraši, tega dobiš. Zamenjate, oba dva zamenjam. Tak, to, izvoli. Naslednje vprašanje je, kdo jih je videl? Ali jih je videl Franz Kangler? Kdo jih je videl? Jih je videl Mr. Bean? Jih je videl, ne vem, še jih je mogoče videl? Nekoga spet napišemo. Janez Janša jih je videl. Fecka Diakonja. Zamenjamo, ti dobiš mojega, tega dobi Tjaša, ok. To zamenjamo. Tu dobiš tega, ti dobiš tega. Tako. Naslednje vprašanje je, kaj je rekel? Kdo? Prva oseba, druga oseba, tisti, ko je videl. Kdorkoli. Kaj ti najbolj paše? Je rekel dober dan, je rekel nasvidenje. Je rekel, gotov si. Je rekel, kaj počnete? Mislim, karkoli. Kaj je rekel? Kdo je rekel? Ne, kaj je rekel? Kaj je rekel? Se pravi, je rekel dober dan, mogoče, nasvidenje. Nekaj je rekel. Prva ali druga oseba, ali kdorkoli, kaj je rekel. No in zdaj imamo zadnje vprašanje te zgodbe, pa je, kako se je zadeva končala? Hvala. Hvala. Ne, može. Hvala. Opa, hvala lepa. No in zdaj si lahko že mislite, ne, da bodo to nastale zgodbe. Tista kar. Kratke zgodbe, ki jih bom zdaj jaz pribrala eno po eno. Malo bo zdaj to zmedeno, ampak dobro. Gremo brati za zgodbo številka 1. Kdo, torej profesorca in Danilo Tirk, sta plesala in pela. Videl jih je Mr. Bean. Rekel je, pojdite domov. Zgodba pa se je končala tako, da so se šli voziti. Zgodba številka 2.
Žabec Mirko in... Ne znam prebrati, pa predvidevam, da je to podžupan Mikl, se pravi Žabec Mirko in podžupan Mikl... Lahko, jaz povem, kaj piše, ajde, bodo. Aha, okej. Dobro. Mikl sta poslušala ptičke v gozdu. Videl jih je Zoran Janković. Zunki. In je rekel, wow, kako lepo. Na koncu se je pa zadeva končala tako, da so šli na večerjo. Zelo lepo zgodba. Poučna. Zgodba številka 3. Imamo zvezdnike. Eva Boto in Michael Jackson sta nabirala češnje. Videl jih je celi Maribor. In je rekel, a se imata fajn? Zgodba pa se je končala tako, da so šli domov in šli spat. Nabiranje češenj ne zna biti res. Zgodba številka 4. Sova in Demetra Malalan, to je mogoče, ne vem, gre to? Aha, pevka, ok. Se pravi, Sova in Demetra sta šli v kino v Planet Tuš. Videl jih je duhovnik. In je rekel, zakaj sta v cerkvi? Zgodba pa se je končala tako, da je nastala nevihta in so pospravili pale sena v Planetu Tuš, kjer je bil duhovnik in je vprašal, zakaj sta v cerkvi? Neverjetno. Naslednja zgodba. Kdo? Lance Edward Armstrong in žaba sta šla na izlet na morje in ju je videla soseda Marica, ki je rekla, ja, protestiralo se bo, ne? Zgodba pa se je končala tako, da so vsi šli na sladoled in se imeli fajn. Take lepe zaključke imamo. Na morje, sladoled. Dedo, Zoran in Miha Trinkhaus sta šla na izlet, videl jih je Denis Andič in je rekel, Bog žignaj. In zgodba se je končala tako, da se v bistvu še ni. Tako da te zgodbe še ni konec. Zoran in Miha Trinkhaus sta še vedno na izletu in jih gleda Denis Andič. Naslednja zgodba. Daniel Paul Franke. Daniel in ne znam prebrati. Daniel in trobetica Jasmina sta hotela z radarji okrast Mariborčanke. Kar je videla rdeča kamera in je rekla, kaj delate, gotovi ste. Zgodba pa se je končala z zabavo in aplauzom. Odlično. In še zadnja zgodba. Pazite zdaj, Franca je z Indiana Jonesom. Šla sta v kino in skoraj celi film prespala. Oh my god. Videlo jih je občinstvo, ki je reklo dobro jutro. Na koncu pa so odšli na pico.
Seveda, pa kino vedno. Ja, še moja misel, da nikdy plaču fanta, ne? Ja. Ne plaču. Torej, zdaj v rokah držite eno revijo, sicer ne, ki ni knjiga. In takšno podobno revijo boste izdelovali s Tjašo na enih naslednjih delavnic. Ta revija je letnjenka, se pravi, to se delo kolaž, to se izredovala s časopisov. Različne črke, različne naslove, različne stavke, slike in potem smo mi to skupaj lepili, poskenirali in naredili eno tako revijo. Tem se reče glasilo oziroma fanzin, taki reviji. Ampak, če pa delamo knjigo, pa moramo delati na drugačen način. Ne? Kot prvo, nekdo mora knjigo dejansko napisati, nekdo si mora izmisliti zgodbo, tako kot smo zdaj skupinsko mi izmislili zgodbe, ne? Nekdo napiše zgodbo in potem potrebuje pomoč, da ta zgodba postane knjiga. Recimo, mi smo zdaj, včeraj smo dobili naši založbi, iz tiskarne je prišla knjiga proti filozofiji. Ne? In ta fant Jure Aleksejev je nam, mislim, da pred pol leta pisal mail, ja veste, jaz bi objavil knjigo, pišem to knjigo proti filozofiji, kaj vi menite, bi to bilo zanimivo, bi se lahko to objavilo v knjigi. In potem se mi malo dopisujemo preko mailov, se dogovarjamo o različnih zadevah, koliko je knjiga dolga, odkot bo prišel denar, da se ta knjiga dejansko da natisniti. Ker vsi vemo, kako to poteka, ne, vse stane. Ne? In to, da taka knjiga, recimo tam neke zadevice, pa lepa barvna je, tam ima take trde, kartonaste platnice, ne, to vse stane. Ne? Nekdo mora, to, kar se napiše recimo v Wordu na računalniku, ne, nekdo potem to mora v posebne programe računalniške dati, da to tako lepo teče, nekdo mora narediti tako lepo sliko, nekdo mora, ne vem, fotke, slike narediti, ne? In to se vse plačuje. Tihče ne bo delal zastonj, tako da dejansko knjiga nastane, so veliki stroški, gre veliko časa, truda, ki se potem poplača, če se knjiga bere, če se knjiga prodaja, če knjiga postane uspešnica. Da pa knjiga postane uspešnica, moramo imeti dobro zgodbo in seveda založba mora dobro opraviti svoje delo, da knjigo reklamira, da se sploh ve, da je ta knjiga išla. Se pravi, založba se pogovarja z pisateljem o tem, če sploh želi objaviti njegovo knjigo, če vidi finančne koristi od tega, bo se ta knjiga prodajala, je to dobra ideja, ni to dobra ideja, ne? Recimo Harryja Potterja poznate, ne? Ja. Glede te knjige, ne? To je napisala ena ženska, ne spomnim se imena, če kdo ve, lahko reče. Da je pokazali. Kak? Pokazali so po televiziji. Aha, so. Ena ženska, ki je prav tako hodila po različnih založbah, če bi oni njej pomagali narediti knjigo iz njene ideje o Harryju Potterju. In so mnogi rekli ne, nas to ne zanima. To je tako neumna ideja, da bolj neumna ideja ni bilo. Kaj je to za neki čarovnik, kaj bomo s tem, ne? To se ne bo predalo, glej, ženska, idi kuhaj, ne? Mislim, ne napiši knjig, to se je govorili, ne? Ona je o tem pravila, ne? In ona se je trudila, ona ni hotela obupati, ona je verjela, da je to dobra stvar, ne? Dokler ni prišla do neke male založbe, tako kot je recimo naša subkulturni azil je zelo mala založba, ne? Je prišla do neke male založbe in tam so rekli, dobro, prebrali smo, ok, dobro, bomo objavili, ne? Glej, nimamo ravno denarja, samo kak pač bo, ne? Dobro, v redu, glej, super, samo da naredite knjigo, ne? In so naredili knjigo in je postala taka uspešnica, da so oni zaslužili, da so si naredili, ne vem, 5-krat večjo
založbo in tak naprej. Ona je tudi zaslužila preko njih, ne. Tako da dejansko je ona po veliko neuspehih, veliko zavrnitvah, da to ni nič, da je to brez veze, ne. Ona se ni predala in ona je vztrajala in prišla do svetovne slave. Tako da njena zgodba te pisateljice je res en taki primer, o katerem se lahko vsi zamislimo, ne. Ja, seveda, ne, za pisateljem se treba dogovoriti, ne. Vprašanje je, ko pisatelj pošlje mail, da bi on rad, da bi knjigo se naredilo. Zdrave. Res je? Še enkrat. Z njim se treba dogovoriti, ali on knjigo piše kdaj, ali jo že ima napisano, kdaj bo dokončal, kdaj on želi, da bo ta knjiga, da iz njegove ideje v glavi nastane to. Tako da se to dogovori, podpišejo se tudi neke pogodbe, ker kaj, če se avtor premisli, ne, pa se reče, ne bom jaz knjige imel, ne, to ni kar tak, ne. Tako da se je treba dobro dogovoriti, ne. Zato tudi mi imamo pri Subkulturnem azilu več sestankov z našimi pisatelji in se potem to dogovarja, kako in kaj bo potekal postopek. Denar je treba pridobiti, ne. Denar za knjigo da ali pisatelj sam, ali različni sponzori, ali različni, ne vem, mestna občina, Franz Kangler, to da denar za knjige, ne, on to rad bere, gleda, ne. Donator? Donator je tisti, ki ti da denar, podari. Tako da lahko te knjigice izidejo, ne. Pravi se bila, odlično. Tele zgodbice, ko smo mi pisali, ne, mi smo pač pisali, nismo se ozirali na slovnico, kaj nas briga, ne, te brezvezi, ne. Ampak v knjigi, ne, knjiga mora biti napisana v lepi slovenščini, tako da bo tudi nekdo, ko je z Primorske, pa govori svoje narečje, nekdo, ko je z Prekmurja, pa govori drugo narečje, da bodo razumeli, ne, je to malo slovenski knjižni jezik. In zato obstaja lektor. Lektor je oseba, ki pregleda slovnico, popravi napake in seveda njegovo delo treba plačati. Tako da, ko pisatelj napiše knjigo, se dogovori z založbo, da bo založba naredila tako stvar, se to celotno besedilo, se pravi to, kar je tipkano, ne, se pošlje lektorju. In potem lektor tu popravi slovnico, tipkarske napake in take različne zadeve, ne. Potem se založba z avtorjem tudi dogovori, kako avtor želi to sliko spremlja, ne. Recimo ta mladi avtor Jure Aleksejev, on je napisal knjigo Proti filozofiji, kjer je skritiziral vse filozofe, da to, kar ne govorijo, to ne. In je on želel, da mu se naredi, da mu pri založbi naredimo tako naslovnico, da ko bo to nekje stalo, v neki knjigarni, tak, na polici, kjerkoli, da bo to zelo vidno, da bo to kot neki semafor, ne. In zato je rekel, da želi, da ta knjiga zgleda kot strup, ker je strupena. Ne. In potem pri založbi imamo oblikovalca, ki se s tem ukvarja in je naredil tole mrtvaško glavo, ki je slika ponavadi za strupe, ne. Ker je avtor želel, da je knjiga strupena. Ne? In je nastala taka naslovnica. Ne? In upamo, da bo pritegnila pozornost nakupovalcev knjig. Ne? Tale hrvaški avtor ima zbirko zgodb kavbojskih, kriminal, različnih, ne? To je knjiga bolj za fante, ne? In je on želel, da tako sliko gor, to je kavbojc, da bo do fantje to videli, ne? To je zagotovo neki western, tu se neki strela, to knjigo nas hoče biti, ne? On je želel to. Stephen King, ko je pisal svojo zgodbo o volkodlakih, seveda je gor volkodlak, ne? Tako je vedveko. Ne? Pa on je zelo znani ameriški pisatelj, ne? Zato je tudi njegovo ime tak, ne? Da odseva vse posod, da postopiš trgovino, ne? To knjigo pa mora imeti, ne? Tako da, tako kot se že na začetku omenila, ne, knjiga za svojo sliko na začetku privablja kupca. Ne, in mu mora biti zanimivo, že na prvi pogled. Če bi to bilo kar tako črno, ne, pa če bi tako pisalo nekaj, ne bi sploh vedeli. Ne.
če bi tale knjiga proti filozofiji, ne, da ni taka barva, kot te vode v oči, ne, če bi kar tak pisalo proti filozofiji, kot... To ne bi videti knjigarni, ne. Tak pa, ko je mrtvaška glava strup, glej, pazi, to ne vzeti v roke, ne, vzameš in pogledaš, kaj te to je, glej, kaj to, ne. In zato je pač tudi založba s takimi nekimi postopki, ne, pač želi, da se čim več knjig proda. Stephen King, ameriški pisatelj, on je napisal ogromno knjig, on je napisal nekih 50 knjig. In po njegovih knjigah so tudi narejeni filmi, tako da on je eden izmed najbogatejših Američanov, ravno zaradi filmov, ki prodajajo njegove knjige. Recimo Oprah Winfrey poznate, ne? Oprah ima svoj knjižni klub in potem v tem svojem knjižnem klubu, kako se ona pač zmisli, si povabi neke ženske ali kogarkoli, ki so napisane kuharske knjige, knjige o tem, kako postati srečen v življenju, ker so Američani tak nesrečni in morajo o tem brati, ne? In tisto knjigo, ki jo ona reklamira na televiziji v svojem knjižnem klubu, že naslednji dan so razprodane, postane uspešnice. Ker ljudje, kar so videli na televiziji, da je to Oprah Winfrey rekla, da je to dobra knjiga, to gre prodaja tako. Ljudje, kaj še ljudje poslušajo radio, tudi na radiju se lahko kakšne reklame dajo za knjigo. Najbolj pa je pomembno, da knjige pridejo v knjigarne in v knjižnice. Knjižnice, kaj hodite? Ja. Knjižnice kupujejo knjige od založb in zato se založbe tudi trudijo čim več knjig dati v knjižnice, da ljudje to vidijo in da se knjige čim bolj berejo. Knjigo si sicer izposodiš v knjižnici, ne si jo ne kupiš, ampak če ti je knjiga zelo všeč, si bi jo želel večkrat prebrati. Tako sem jaz. Jaz recimo imam zelo rada tega pisatelja Stephena Kinga in sem ga odkrila v knjižnici. Sem prebrala nekaj njegove knjig iz knjižnice in potem sem si ga tudi začela kupovati. Tako da, če bi želeli, torej bom zdaj še enkrat povedala v grobem, če bi mi želeli tele naše zgodbe, če bi želeli objaviti zbirko zgodb v založbi, bi nekdo to kot prav mora pretipkati, potem bi nekdo to moral slovnično pregledati, popraviti napake, potem bi se nekdo moral pogovoriti z našo založbo, kako želi sliko spredaj, ali želi kakve slike notri, odkot bo prišel denar, da se to sploh lahko natisne. In potem bi lahko izdali zbirko zgodb. Ampak, ker so to veliki stroški, ne rabimo delati take knjige, lahko delamo tako revijo, ki je zelo poceni, se je to fotokopiramo, tu nimamo teh nekih trdih platnic in tak naprej, Eno tako simpatično revijo boste delali s Tjašo v naslednjih delavnicah, oziroma čez kak mesec, čez en mesec. In se boste z njo zmenili, kaj bi notri objavili. Mogoče bi lahko dejansko kakve take zgodbe se napisale, ali pa bi se izredovalo kaj časopisov. Tukaj v tej reviji so recimo pogovori z glasbenimi skupinami. Ena naša sodelavka je delala pogovore z glasbenimi skupinami iz Šentilja, potem je to pretipkala, potem smo mi to lepili na druge liste, tu so njihove slike, potem smo izrezovali iz časopisov, vremensko napoved, nekaj take finte, križanke, slikice, karkoli, in je nastala taka lušna revija, in boste tudi vi naredili svojo revijo. Zelo poceni, ampak zelo zanimivo. Naj povem, na naslednji delavnici bomo izdelovali to revijo, ki se vam ne razdelila, ampak z drugim naslovom in vsak od vas, ko se bo odrežil delavnice, bo imel svojo stran. Tako da bilo, kaj želi na tisto stran dati, prinese s sabo, ali je to pesem, zgodbica, ali mogoče kakšni članki o svojem najljubšem glasbeniku, športniku, bilo kaj,
s čim se rad ukvarja, kaj dela, kaj ustvarja, ko želi, da je v reviji. Tako da čisto po vaši izbiri bo ta revija narejena in vsakemu od vas posvečena svojo stran.